Pozdravljeni. Marsikdo izmed vas je verjetno zasledil tako v domačih kot v tujih virih poziv Berneja Ecclestona, naj se Formula 1 vrne k tistim enostavnim, starim atmosferskim motorjem ter naj odpusti novejše, kompleksnejše, hibridne pogonske sklope. Verjamem, da med mnogimi izmed vas je ta izjava sprožila pravi val navdušenja. Seveda, Bernie Eccleston je poudaril, da Formula 1 je bolj zabava kot tehnični napredek. In zaradi tega tej pogonski sklopi, kateri nimajo zvoka, pravzaprav škodijo celotni industriji. In seveda, mnogi viri so z veseljem pograbili to izjavo, a že tu je nastala prva težava. Namreč, mnogim ni bilo pravzaprav jasno, ali je Bernie Eccleston želel vrnitev motorjev, atmosferskih motorjev z arhitekturo V8 ali V10. Zanimiva situacija, kajti videli bomo v nadaljevanju, da ne gre pravzaprav za eno in isto zadevo, še posebej, kar se tiče zvoka. A vseeno, v angleščini sem zasledil mnogo več virov, ki so poudarjali tisto varianto V8 kot V10. Priznam, nisem bil prisoten, ko je Bernie Eccleston povedal svoje misli. A vseeno, zanimivo, kako se lahko zadeve spreminjajo. In seveda, treba je poudariti nekaj, da zgodba, katero nam jo prodaja Bernie Eccleston, mi je bila že znana in to že kar nekaj let. Namreč, zasledil sem že nekje od januarja 2014, da Bernie Eccleston je povedal dobesedno isto zgodbo. In če koga zanima, je tu članek iz spletne strani RaceFans. Ugotavljamo lahko, da Bernie Eccleston je bil tisti, kateremu že od vsega začetka zvok turbohibridnih pogonskih sklopov ni bil po godu. A moramo se zavedati nekaj, v zadnjem obdobju Bernieja Ecclestona je ta imel kar nekaj domislic, kako bi izboljšal gledljivost Formule 1. In govorim o takih premetenih idejah, kot je tista, da smo imeli na srečo samo enkrat dvojne točke na zadnji dirki. Spomnimo se nekih predlogov, da namesto točk bi delili medalje, o obratnih vrstnih redih štarta in še bi lahko našteval. Dejstvo je eno. Ko so sprejemali pravilnik pred sezono 2014, je bil Bernie Eccleston tisti glavni v Formuli 1. Čeprav mu lahko turbohibridni pogonski sklop ni bil všeč, je bil on tisti, ki je Ferrariju dopustil tisti posebni bonus, da so pravilnik sprejeli. Torej, pri tem turbohibridnem pogonskem sklopu ima še kako prste vmes. In lepo je kritizirati nekaj, kar si sam pomagal sprejeti. Mislim, da je malce dvolično, a pustimo sedaj Bernieja. Težava je nekje drugje. Namreč, mnogi navdušenci so mnenja, da sodobni pogonski sklopi Formule 1 niso prava stvar zaradi zvoka. In mnogi kritizirajo NGUH in MGUK ter vse ostalo in pravzaprav ne vejo, kaj sploh na zvok vpliva. In seveda tudi meni je enostavno kritizirati, če ne razložim pravzaprav, zakaj gre. Zato bomo začeli od začetka. Namreč, najbolje si je izbrati enega proizvajalca motorjev, pomišljaj pogonskih sklopov in primerjati zvok, da bomo videli pravzaprav, zakaj gre, če je zvok konec koncev tako pomemben. In najlepše je začeti pri prvem turbomotorju v Formuli 1 in seveda govorili bomo o Renaultu.
seveda marsikdo izmed vas bo sedaj povedal, to so bili šele začetki. Sčasoma so se stvari spremenile na bolje. In seveda iz konca 70-ih pojdimo raje v 80-ta in poslušajmo, kako je zvenel turbo motor Renault tedaj. In sedaj ne moremo drugega, kot da primerjamo ta zvok s tistim, ki ga oddajajo sodobni bolidi Formule 1, turbohibridni pogonski sklopi, kateri imajo primerljivo kubaturo, so prav tako prisilno polnjeni s turbino in oddajajo, po mojem mnenju, podoben zvok. Verjetno ste opazili, da sem v vseh treh primerih uporabil amaterske posnetke. To pa iz enega samega razloga, namreč hotel sem imeti čim bolj izviren in neobdelan zvok. Seveda gre za razliko med tisto prvo generacijo in drugo, je kar nekaj desetletij razlike. A vseeno ne moremo mimo dejstva, da je zvok tistega turbo motorja iz 70. in 80. let podoben zvoku, ki ga lahko slišimo pri sodobnih pogonskih sklopih. Sedanji pogonski sklopi so malce pridušeni, nimajo tako močnega zvoka, a kar se tiče strukture motorja, ima ta podprimerljivo kubaturo in tudi arhitekturo. Da ne govorim, da režim vrtenja glavne gredi je primerljiv. Zakaj je sodobni pogonski sklop toliko kritiziran? Ker zvok, ki ga oddaja, verjetno ni tako močan. Temu se pa moramo zahvaliti, ker ima vgrajen tisti element imenovan MGUH. Motor Generator Unit Heat, to se pravi tisti generator ter elektromotor, kateri pridobiva moč iz izpušnih plinov. Seveda je na izpušni cevi in zaradi tega priduši samo delovanje. Ni krivda celotnega pogonskega sklopa, temveč samo enega elementa. A seveda moram biti pošten. Čeprav ni jasno, kaj si želi Bernie Ecclestone, V10 ali V8, je treba dati tudi ti dve tipologiji motorja z notranjim izgorevanjem, tako da bomo imeli neke vrste primerjavo. In glede motorja V10 sem šel malce bolj nazaj v zgodovino, do tistega znamenitega Williamsa F2V14B, seveda z motorjem V10 Renault. Exotic and glamorous. In jasno nam je takoj, da je zvok bolj poln. Prvič zaradi tega, ker je režim vrtenja glavne gredi bistveno višji. Razumeti moramo, da komaj na koncu prve turbo dobe v Formuli 1 so pri Renaultu vpeljali tako imenovani pnevmatski sistem zapiranja ventilov, kateri je sploh dovolil višje režime vrtenja. Po drugi strani si moramo predstavljati motor arhitekture V10. Govorimo o štiritaktnem motorju, torej
Na vsaka 2 obrata glavne gredi na enem valju imamo eksplozijo. In ker jih imamo 10, je bolj jasno, da v enem obratu imamo razporejenih več eksplozij kot pri arhitekturi P6. Zato imamo bolj poln zvok in seveda tudi na višji frekvenci. In seveda V8 je nekje vmes. A ker je ta tipologija motorja z notranjim izgorevanjem tista zadnja, preden smo dobili te turbohibridne pogonske sklope, si najprej poslušajmo, kako je zvenel ta tip motorja sploh na tisti preizkuševalni mizi. Verjamem, marsikdo bo rekel, gre za malce prirejen posnetek, kjer so dali kar veliko truda v to, da bi bil zvok čim bolj navdušujoč. Zato si poglejmo, kako se je zabaval Fernando Alonso zadnjič, ko je imel na razpolago v boksih tovarniške ekipe Renault njihov bolid z motorjem atmosferskim V8 prostornina, seveda 2,4 litre. In seveda, verjamem, da sem sedaj marsikoga izmed vas navdušil. A imam za poudariti kar še nekaj dejstev. Prvič, bistvo motorja z notranjim izgorevanjem in pogonskega sklopa je njegova moč, ne njegov zvok. Kot drugo, sam nisem nikoli zasledil, da bi se kdo pritoževal nad zvokom tistih turbomotorjev konca 70. in seveda v 80. letih prejšnjega stoletja. Vsi so bili pa navdušeni nad njihovo močjo. Treba je razumeti, kot smo videli v tej primerjavi, da podobnost je, vsaj tako je moje osebno mnenje. Čeprav, kot sem poudaril, so tudi določene razlike. In seveda, sedaj moramo biti objektivni. V 80. letih smo imeli tisti fantastični turbomotor BMW M12/13, o katerem obstaja poseben prispevek. A če primerjamo tisti motor, zvok tistega motorja, kjer je bil 4-cilindrski linijski motor s tistim, kar smo slišali do sedaj, bo marsikdo izmed vas presenečen in to negativno. Takega po zvoku, čeprav je tisto najmočnejši motor, ki smo ga kadarkoli videli v celotni zgodovini Formule 1. Torej, moč motorja z zvokom nima velike zveze. Za zaključek moram pa poudariti še nekaj dejstev. Strinjam se, da zvok, ki ga oddaja bolid Formule 1, je bil, je in bo eden izmed temeljnih delov tega športa. In seveda govorim o športu in ne o zabavi, kot to poudarja Bernie Ecclestone. A to seveda je samo osebni pogled. Po drugi strani moramo razumeti, kot sem že poudaril, da Bernie Ecclestone, zopet po mojem mnenju, samo podaja tisto, kar si marsikateri navdušenec želi slišati. Drugače mediji Bernia Ecclestona verjetno ne bi tako upoštevali. In mediji z veseljem zgrabijo zgodbo, katero jim poda Bernie, in jo bodo malce zafrustrirani navdušenci tudi z veseljem brali. A težava je nekje drugje.
Formula 1 je bil, je in bo kompleksen šport, katerega je treba razlagati, da ga bo publika razumela. In tu je velik problem namreč. V današnjem času so zadeve prišle do te točke, da marsikateri navdušenec ne razume. A to ni njegova krivda. Krivda ni niti Bernieja Ecclestona, on samo izkorišča položaj, ki so ga ustvarili mediji, kateri so izbrali tisto enostavno pot prevajanja, prepisovanja, izpustili so malce razlago, zakaj je do določenih situacij prišlo. Pa govorim v večini primerov, obstajajo tudi seveda svetle izjeme. In seveda, če zopet medije krivim za nastalo situacijo, mi bo lahko tudi to dokazati. Ko bi lahko drugače razumeli to, da sami, kot sem lepo povedal na začetku, niti ne ločijo med tem, kaj si Bernie želi, V10 ali V8. Seveda, vsak si lahko zadeve razlaga sam. A za enkrat je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.